Najhujše, da bo pol, na koncu dneva bomo ugotovili, da za programirati ni prav baš, ne. Saj ta verzija ne, mogoče bo čez en let boljše, ne, da za nagice slačati pa je, mislim, za nagice delati pa je, pa za mucke naštimati ali pa, ne vem, na verandi. Ali pa veš, video slop, ne vem, kako naš dragi premier pleša oziroma kličijo pred njem. Iste stvari, vse smo že to videli. Ne? Ja. Tudi res je v bistvu. Da, veš, same shit. Zabuta se stvari, se nucajo. Kje smo na robe zavili zdaj pol? Ja, ne vem. Že dolg nazaj. Kako je že ena knjiga rekla? Kje je bil že problem za vožen? Ja. To je pa ta naša knjiga. To je pa ta naša knjiga. To te bo spomnil. Predvsem pa ne bi smel nišče izlesti iz morja. V bistvu, kle se je začel. Kle smo zafukali. Tukaj je bil, ovo ti je prva greška. Ja. Ja, lej, tako je. Takle imamo, ne. Ja. Na tej pozitivni noti Ground Control to Major Tom. Zgleda, da nas sam še to lahko reči, da gremo na druge planete, kjer bomo delali isto. Ja. Pač, izčrpati treba pa jeti naprej. Ja, kapitalizem se ne reši sam pizda. Jaz sem zdaj spet začel gledati. Jaz sem spet začel gledati Expanse, ne? A je nova sezona? Ali še enkrat? Čisto od začetka, ker sem ga začel že enkrat pregledati, pa sem pozabil, pa spet pa tako on and off. Zdaj sem ga pa rekel, zdaj pa gremo, slišal dobre zadeve in je točno to, ne? A veš, gremo drugam. 3, 2. Ja, jaz sem narobe pritisnil, ne vem kam. Ne dela. Kitajc ne dela. Ne, ker sem pritisnil na, a veš, okej, ni perel, pa sem mislil, da sem zafukal, moram vse pritisniti, kar ni logično, ampak ajde, veš, tiste, pritisnim čim več gumo, da bo delal. Ampak pa je bil okej. V glavnem, Expanse sem spet začel gledati in je ta moment, ne, gremo nekam drugam. Ja. In pa imamo spet iste probleme, ki smo imeli na zemlji, same iz drge. Ja, pa še tam imajo svoje lokalne probleme, pa imajo pa še skupne probleme, pa ful manipulini, pa ljudje hoče zaslužiti, pa vsi so malo podkupljivi. Šokiran sem. Ja, res, vsi so malo podkupljivi. Vsi so malo podkupljivi, vsi imajo, mislim, imaš spet. Vsaka podobnost je zgolj naključna s tem planetom. Pa oni druge jebajo, pa veš, imaš vojno, pa nimaš vojno. Pa tale diplomacija, ful dobro dela. Se pravi, pa imaš vojno, pa nimaš vojno, pa je, pa ni, pa jih bomo, pa jih ne bomo, pa oni so pa teroristi, pa oni seveda zase niso teroristi, se pravi, so freedom fighteri, ker jih res ne tegujejo, ampak je, lej. Ampak ja, vsaka podobnost z resničnimi podatki je zgolj naključna. Kako že reče, da terorizem je sam vojna z manjšim budžetom. Ne? Ja, sej. Oziroma za ene je terorist, druge je freedom fighter. Se pravim, pač nekdo se gre lahko vojno, nekdo se gre pa lahko samo terorizem, ker pač nima denar. Ja, exactly. Tako da, ja, ampak ful zanimivo. Včasih rabiš sam karto pa olfanoš. Ja. Zdaj, kaj še bi drugi rekel to, a ti res verjameš v to? Sej nisem čisto hrče. Sej? Se pravi, veš, kaj še drugi? Kdo je bil, to je bilo v enem filmu, v enem filmu je bilo, veš, kaj temu Arabcu tako razglaga. Zmeraj sem si želel vprašati, kaj ti misliš o tem, veš, tako, prav o čem? Ja, o tem 11. septembru, ne. Prav, mislim, tako, hotel sem se s takimi ljudmi pogovarjati, veš, pa ful je bila tragedija, prav, zgubili smo 19 najboljših mož. Veš, res imamo pač te neke predstave in ne vem kaj vse skupaj, ampak pač zdaj v nekom kontekstu, tako kot si rekel, pač so to neki borci za svobodo. Ker zdaj, če pogledamo,
Zdaj bi peli tipu tipkaj tam, koliko žrtev je imela, se pravi. Mislim, da je bilo 5 ur, če misliš, koliko je bilo v World Trade Centru. Ne, je bilo nekaj mečkar manj kot 3. Je bilo 2.900, nekaj takega. Jaz mislim, da je 5 sem imel glav. Koliko je pa vojna proti terorizmu vzela življenj, se pravi, ta, ki se je začela potem, ne? Ja. Zdaj, a je to vredno vsega tega, ne? Ja, veš, koliko je življenje vredno, ne? Spet smo ta moment, ne? Koliko je eno življenje vredno ali pa pač. Ja, pa so vse neprecenljiva, kot so mene v osnovni šoli učili. Seveda, da so. Ampak, ni tako? Ja, ampak spet odvisen s kje, pa kdo, pa ne. Ne, mislim, se neprecenljivo, mislim, da je tako ena taka... Ja, vse, lepo so nas učili, ampak ne. Aha. No, ampak kaj veš, ne, veš, ne, tem, se pravi, ta zadeva traja že, koliko se pravi, 25 let, ne? Ja. Tako, ko smo imeli Boštjana tukaj, ki je razložil, ne, tam, ko se v Sudanu, kar se dogaja, kam Ben ne ve več, pa še zmer se dogaja, pa jih je umrl milijavžente, ne, pa Ben ga boli džoka. Ja, no, v glavnem, Klod pravi, lahko se zmot. Ampak prav, da je 9/11 skoraj 3000 neposrednih žrtev med letoma 2001 pa 2023 v Iranu, Afganistanu, Siriji, Jemnu in Pakistanu 940,000 ljudi, od tega 432,000 civilistov. No, toliko za predstavo. Ja. Umrl je pa 7,000 ameriških vojakov v tej skoraj milijonski zabavi. Na 3,000 mrtvih Američanov smo jih dodali še 7,000? Ja. Za skoraj milijon. Pa še ostalih. Ne, mislim, zdaj, ko smo... Ja. Ko smo osvobodili, ko smo rešili ta problem terorističen. Ne, ker nas je ful zabolela ta žrtev, ki je 3,000 naših umrl, smo jih dodali še 7. Ja. Tlema pa še neki posredne žrtve zaradi cost of war, to je nek peč, moram preveriti, gre pa na par milijonov. Ne? Ja, gre. Če to okoli 4 milijone, se ta cifra vrti. Poleg tega še to je recimo, ne vem, to, ki so recimo v Iraku zbucali tele elektrarne in vse skupaj, ki so bile bolnice brez elektrike, je recimo umrl že samo zaradi tega v tem času, ne vem, 500,000 otrok, ki so imeli pač porod v notret, majhne otroce, karkoli. Groza. Tako da ampak zato, da bo svet svobodnejši, je to majhna žrtev. Ja. Čakaj. Ja, videl se nas drinja. Raj nam pogledal, kakšna je tale majhna žrtev po 2020, ki se dogaja. To je pa tudi, ne. Ja. Je še par let minil, tako da pa par vojn je bilo, pa par ljudi. Da ne bomo depresivni. Pa drugač. Ja, pa drugač. Zdaj morčak bo, ne? Kam pa vi letos? Kaj vam še paše od lanske poletne garderobe? Mogoče sončna očala, japanke, majčka, mogoče ne več, kratke hlače, tudi ne več, ne? Zdaj pa govoriš, da bi te... Ja, ne, tako ne, zdaj... Vprašanje, če so ljudje šli na fitness, a veš, januarja, ko smo rekli, da bolj da hodijo, ne? Ja. A veš, smo rekli, da bolj, če ste hodili, pa vam še paše vse. Ja, no, če so do zdaj, so še bolj, mislim, je v bistvu ne, pa moš novo. Pa še samo iz hladilnika. Tako je, to je. Ostalo ne. Da malo kaj ne režemo. Da kaj ne režemo, kakšno klobasca ali pa kaj tazga. Tako da, sonce bo imel več za ožarit, ne. Itek ba je se ne smeš nastavljati preveč. Ja, to bo skrit. Se mora skrit, pa kaj... Sploh če je 40, Ne, drago je, sem bil pri dermatologu, 280 je bilo, tako da ne se soncu izpostavljati. No, poleg tega pa belo umre zaradi tega hudiča. Sončne celice, rajš kupite, vi pa ustanete, nek tako v senčki. A ti pa dela ali kaj?
Sončnih po mojem dela, saj elektriko dela. Zdaj sem vi pa ostanete v zavetju gostilne in dvigujte ta slovenski BDP oziroma ne vem komu boste. Hrvaški domneven, kaj pa rečem, če pijete pilisona, boste pač slovenski. No, kukarkola, ampak glavni... Če ga imajo v Rovinju. Mislim, v glavni pač... Ne, v Rovinju ga po mojem nimajo. Imajo pa tega generika Heinekena Uniona, od tega pol provodi. Neki bomo. Neki bo, ne. Čeprav drugače, če ste pa glih v Rovinju, vam pa svetujem, se nimam nič od tega San Servolo, pa tudi kakšna pica gor pa še imajo dobro. A res? Dobro. Za jest je fajn. Dobro je vedeti. Dan smo bili, nismo šli pogledati. Per je fajn. V Steakhousu pa nisem bil, tako da upam, da še to probamo. Pa bomo povedali še, če je še to fajn. Ja, ne vem. Dobro je vedeti, če ste v njih koncih. Pica je zihar super, per je pa tudi zihar super. To je to. No, jaz bom pa zdaj, ko v Šunomori bom poročal v Pagu, je ena ušterija, ki se... Pagu je več ušterij. Ne, ena taka, da mesa polna, da se še največji jedec v Smokvici je pustil. To bom rekel. Mislim, razočaran je bil sam nad sabo. To je ta slovenski, če ni preveč. Res rad pove, da rad veliko je in se tudi vidi. Ampak ne, se ni, da veš, ampak res je strasten jedec. In rekel, mater, veš, sem pustil na koncu, nisem mogel več. To je bilo dobro, mater, mi je bilo škoda. No, v glavnem, ja. Dobro je vedeti. Tako da bom sporočil. Dajte to, kaj mogoče novo rubriko na Discordu. Ja, tako. Na teh turističnih destinacijah povejte, kam je fajn iti nekaj pogledati. Pogledati pa je. Da glih ne srečaš, da je tako polka na Amalfiju, ne? Da so pol vsi tam, ne? Travme iz Amalfija. Imate kakšen kotiček, ki ste ga najdli, da je lep, pa da niso bili res čisto vsi tam. Ne, da je zdaj narediti epa z tega, če te naredili ep, bo pol vsi hodili. To povejte na našem Discordu, kaj jim mirno. Ne na Instagramu objaviti, nam povejte. Mi nobeno naprej povedali. Tako, in bo to za nas ostalo... Naša skrivnost bo to, ne? Ja, to bo ful dobro. Ja, to bo res lepo. Ja, to bo super. Tako, pa kam se splača iti kaj pojesti, pa kam se splača iti kaj popiti. To je res super. To v bistvu ni šloh, ne? Da imamo en tak community, tako, da se malo delimo. Šeramo tudi take informacije. Ja, to bo super. Okay. Dobro, to je narejeno. Kje smo pa zdaj? Zdaj smo pa že pri tem, da ne... Da skoraj moramo zakoračati. Moramo skoraj začeti z epizodo, mater vola. Slavko, 10 in 42 je bilo pred neki... Zdaj? Ja, tam nekje. Zdaj? Tam nekje. Ja, mislim, da nas Slavko preverja. Po mojem, da ne. Ne vem, mislim, bo povedal. Prav bi bilo, ne? Ja. Bo povedal. Prav bi bilo, ne? Da bi nas... A veš, ja. Ne? Da... A pride na piknik? Ne vem. Zdaj, ki je že bil... Ja, res. A je bil na pikniku? A je bil na pikniku. Slavko, si bil tam. Slavko, si bil na pikniku, jaz se ne spomnim. Fuck, kaj je bilo dobro. Ja, tukaj dobro se... Ne, hec. Ja. Ta TV Magic oziroma Podcast Magic. Podcast Magic. V glavnem, ja. Je nič. Zdravo, raziskovalke in raziskovalci. To je podcast o fjordih, življenju, Novi Zelandiji, helikopterjih in sploh vsem. Tako je. Tudi o tem, koliko je svet lep. Ja. Toplo je, končno. Za uneke materiale, ki ste se vražali, mrz pa sneg, no se snega ni bilo veliko, se zdaj le full the best počutite, tako da juhu the best je. Nas ostale pa malo zebe, kaj klima preveč nažgana. Kljub vsem mrzlim in toplim občutkom, tudi unim brez nekim antropauze ali menopauze, sem mi še vedno. Aljo? Je, mislim. Easy. Ja, lej, če bo ti vroče, pa ni vroče. Pa smo malo podvrženi. Ja, mi smo teh imaš valunge. Ne, kurac imaš. Zmer bolj me zebe, sam to je.
Zmeraj bolj te zebe. Pa tudi mene. Res? Ja, vsak let me bolj zebe. Res? Mene že 3 leta. Sam pustimo, to je stari Jeremija šel. Tukaj ste natrenirani, da veš, nima tam pa te podkožne maščobe. No, mislim, o tem bi se dal podebatirati. Saj z mojo, Beli je mečkam bolj obtesan. Jaz pa zdaj ugotavljam, da so moje majice na globusu peglane, tako da ne vem, kje je zdaj problem. Ni globus, no. Ni hudo, no. Je pa dobra šala za uporabiti. Ni to hudo, kukor prav, no, ampak sploh ni to hudo. Ja, pa ti, kaj greš v tole kupel zjutraj, pa pol hoditi po host. Po črpinjah. Ne po črpinjah hoditi. Žerjavci. Ne, čakamo, ne, tega ne dela. Kdo? Ja, Huberman. Ne, dela pa Tony Robbins pizda. Ja, drug pa zihar. Že to je Tony Robbins. Verjetno mogo vedeti. Verjetno mogo vedeti, ampak ne vem. Bom priznal. En ta guru teh. Isto ka Huberman. Ne, on ni ta znanstveni, ne, on je pa ta motivacijski pristop. Ta winning Dragi poslušalci, kako ste ta teden? Jaz sem vam ful dobro glihal, sem odplavil 3500 km v ful kratkem cajtu, ki ti pol še nasuje. Da se malo v isto trenutku se slabo počutiš, ker misliš, da se moraš biti ful napavljen, pa je eno urca pa pol sem rabil za 3500, sej ni bilo najboljše, ampak dobro. Zato vam pravim, da morate fajtati naprej, ker to je edina možnost. Zdaj pa pojmo na našega sponzorja, ki so tablete. Ampak si videl, da zdaj so bile 14 dni nazaj, ne? So bile v Las Vegasu. Tablete. Konvencijo tabletarjev sem bil. Olimpijske igre dopingirani. To sem pa slišal. Dopingirani. Pa je na plavanju znal ker nisi dopigiral. Nek sam novito sem videl, da je pač bil plavanje, pa je zmagal en, ki pač je bil čist pač regularen plavalc. Sam pač je bil boljši od unika, so se Čak, jaz sem mislil, da so samo oni nastopali. Ker najprej je svetovni rekord postavil en, ki pač je bil na dopingu. Ja, ne, jaz sem pač, se pravi, sam neke strašne razlike. Meni sem tako, se pravi, en sem tako je pač, ali tweet, ali tam članek, pa je bil, headline sem sam videl, da je pač v plavanju v lihu enem pač, da je zmagal, ki pač ni bil. Mislim, še zmeraj je fajn. Najbolj sem bil v kakšni kategoriji, ker nobenega ni bilo. Se vem, verjetno tudi to headline pa rata še posebej, če je ne. Enhanced competition. Kako so se že imenovali, ne? Tako, ja. Ja, pa bile so kar bogate nagrade. Mislim, predvsem za športe, ki so drugač niso tako nagrajeni, kot fuzbal, ne, in se pač ljudem to splačali. Pa se jaz mislim, da je nekako prihodnost farmacije v drogiranju v športe in rekreativne namene. Mislim, da je, kakor sem jaz tako slišal, da je to je večji bizniska vojna, po mojem. Liho kreativno je večje, ker ni mene regulative. Ne? V pravem športu je vse regulacije. Ne, to je itak. Si testiran, to je itak, ja. itd. Ne, sem še več, to mislim. V teh, kao rekreativnih, pa kaj ni nič, pa valjda vsi. Ja. Košta voli, ne. Špon pa gas, pa na Franja. Da je velik tega, no. Ja. Da je velik tega. Ja, mislim, vse v končni fazi bi mogli biti to tudi za vrhunski šport vse odprto, ne? Mislim, pač vsi ne jemljajo, kar hočejo. Do neke varnosti bi jaz... Kakšno varnost? Ne, varnost je treba ukiniti zaradi tega, ker takrat se bo potem samo... A veš, trije se jo pač žal mogli prevrniti. To proste, meni je zelo žal za vas. Ampak ene trije se jo mogli prevrniti in potem se bo samo regulativa začela. Zakaj, ja, veš? Kot motodirke na otoku Mana, veš. Dejmo. Ja. Ne. Vidiš. Zagledati bo zihar. Ne, pač dejstvo je, da dokler bo to tako, kot je zdaj, ne, bo to pač šlo za to, kdo ima božjega zdravnika. Ne? Se pravi, bojo vsi iskali neko končno mejo. Ne? Zdaj, ki pa rečeš, da vsi lahko vse,
bo pa to odprto, se pravi, zdravnik pač odpade, vsi jemljajo, kar hočejo. Zdravnik bo še zmeraj mogel prijeti na koncu. Ja, in potem bojo... Še hujš bo. Ja. Ne, lahko. Pač se to? Trije so jo prevrnili in povedo oni rekli, čakaj, jaz pa zdaj to namjedu, ne. Mislim, ne? In takrat se bo pa zadeva pa začela sama regulirati. Ne vem, če se bo, če si ti mulc, pa ti oni reče, lej, ti boš pa zaslužil, pa boš star carjev. Pa se to ti zdaj isto rečejo. Vem, ampak zdaj saj, imaš nek mogoče, bo en dan trenutno. No, sem na fopu vseh tabletka mulc. Itak so te razlike so tako majhne, ne? Mislim, tukaj je... Ja, vsi trenirajo kar norci. Točno to, vsi so dobri. In zdaj te sam zdravila te ločijo od prvega do zadnjega. To je stotinkaste tunke načni, ne? Ja. Mislim, še zmeraj moraš biti dober. Ker če nisi dober, če nisi mesi, ti jaz lahko jemljem vse možne pizdarije. To sem jaz isto rekel, ne? Jaz lahko ne more biti mesi. Dopinga požrem, ne? Če je nek skill. Če je nek šport, ki ni skill, ne? Tu, če ni, recimo, kolesarstvo je seveda je skill, da ne razumel, ampak, a veš, je bolj moč. Gont. Ampak jaz ne bom nikoli Pogačar. Ne bom ni zraven prišel. Ja. Pa lahko vse, tako kot si rekel, cel hobuk pojem. Ne gre. Nimam, mogoče nisem dosti velik, Še dobro, da si ne želim niti. Ja. No, ampak kaj veš, recimo, da hočem, jaz pa hočem biti, ker sem videl, zdaj ga bom butnil, ne. To je to. Pri svojih 50 ga bom, pizda. In daj mi hobuk nalivi, pizda. Epo medej. Kvaj že on. Kvaj te najboljš. Pri njih je v bistvu zdaj bolj, kot ne vse skupaj je na regeneraciji. Ne? Ja, seveda. Da se hitrejš pač regeneriraš. Ne? To bi pa tudi jaz, Benti, pa sploh nisem vrhunski športnik. Se ti še kaj drugega. Ker smo mogli pri tem. Današnji sponzor je KOKA. Drogart. Ja. Lahko bi bil. Ja, lahko bi bil. Kolumbija import. Drogart je v bistvu, a smo ugotovili, da je državna storitev odslova. Ja, je derbi banane. Je derbi banane. No, dragi ta nov premijer, Drogarta ne ukint, ker to boš naredil škodo lastnim otrokom. Ja, ali pa prijateljem od lastnih otrok. Sam, a veš, to oni bojo rekli, kva pa je droga, šnops je pa ta narta bul. Ne, lahko pa legaliziraš droge, pa so nadzorovane, pa vsi vemo, kva dobimo. Ne? Ja, podpiram, tudi če desna to naredi, pa vem, da ne bojo. Tudi princ bi se strinil, ker pač mogoče še živ. Pa Gunla Bobnar od Princ. A je princ, jaz ne razumem. Jaz sem pa na princa. Sem rekel, princ, ko že on jemlje. Točno to sem jaz pomislil. A princ zdaj za gol, za droge bil? Ne, po moje ne. Po moje je prepovedan. Ne vemo, kako je. Zgleda tako, da je enkrat vzel, pa ni nazaj več prišel pizda. Pa je šel po LSD. Se pravim, kad v 60-ih vzel, pa ni več nazaj prišel. Se veš, kako je desni bojo zagovarjali, pizda, alkohol je ta najboljša stvar, tudi če nagoniš babo, pa vse celo familijo. Če ekonomijo gledaš, je marihuana se izihar boljša. Marihuana je pa največji grozovitost. Strup. Naši sponzor je KOKA, prosim. KOKA, Via Kolumbija. Hvala lepa, država Kolumbija, za vaše sponzorstvo. Ja, lušte se babo. Ne tega, ker droge pač. Droge niso v redu. Pa pametno, sem to rekel. Raj ne, no. Ja. Ne, sej, če pa ne jih delati, ne jih jemati, ne, sej, zdaj nismo čist nič, mislim, a ne, glede na to, da je alkohol gledano, ba je celo najhujša od vseh, ne? Seveda. Gledano iz naslova družbe, kaj povzroči v družbi, trajnih posledic kaj ono tret, ne, ampak pač je družbeno sprejeta, ne, ja, ampak veš, v resnici, če bi bil Horst družbeno sprejet, bi se butali samo oni, ki imajo, tako kot smo zanč rekli, pač velik razmik med svojo realnostjo pa realno realnostjo, ne? A veš, in pač, ampak ne bi umirali zaradi fentanila, pa zaradi primesi, pa zaradi tega, ker ponavadi je roba zrečena na 30%, pa enkrat je pa na 70%, pa so, ne, a veš, pa so ljudje šli, ne? Pa takih zadev, ne? A veš, se pravi, ne? Ker ljudje bojo vedno najdel način, da bojo pač, ne?
Nažalost, da se odklopijo od realnosti. Ja, točno to, ja. Zdaj, če bi se ta realnost potrudila, da bi bila malo lepša, bi bilo mogoče te potrebe po odklopu manj. Pizda, mogoče bi pa tleva zrihtel kakšno stvar, ja. Pizda, veš, zakaj ljudje jemajo droge ali pa te stvari, ne? Ja, Enih jemajo tudi za delati, kar se mi zdi najbolj neuporabna uporaba drog na svetu. Stari, to bi pa kaznoval. Pa za učiti, ljudje jemajo za učiti. Ne, za učiti se lahko brez. A veš, da zdržiš, ne, da imajo take drile, da slišal sem recimo za... se da sistemsko rešiti stvari, da se pač ljudem malo manj naložiš v določenem periodi časa. Ampak je ta drill, ta ljudje jemljajo za tega, da delajo, da se učijo. To je res, to bi jaz prepovedal. To je za prepovedati. To je za prepovedati. Ja, pizdu mater. Če jemljaš tako res, če jemljaš za tega, da boljš delaš. Sploh če moraš sam kupovati. Se je to, pizda. Če dobiš v službi, ajde. Če službi, ajde. Okej. Mislim, ne, če treba stisati, da skrb stopo, pa to, veš, ne. Če tako skrb stopo, če tako skrb stopo, da je svi gori, pa košto voli, malo BDMA, malo kavka, pa malo, ko še LSD za une bolj izkušene, ne, če te znajo. Pa sam pomoč mi tudi psihonaute. Pomoč mi tudi, ja, recimo, ne. Pomoč mi tudi izobraževanje na to temo. Liho, to sem reči, a imaš pol strokovnjake, tako kot recimo, ne vem, agile coach, pa veš. Ja, vada boš. A imaš pol enega, droga coach, ne. Vala, imaš drag coacha, ja. Lej, stari, danes imamo en launch, delali bomo, pizda verjetno bomo malo potegnili. Pa ti predlagaš zdaj. Pa kva pol predlagaš, a veš, pol, ko bomo naredili, a rabimo kakšne downere. Najprej rabimo uperje, pa downere. Kako je ime coachu? No, ok, bom tole. Bod tole. Poslušaj, najprej moraš začeti na power, ne? Tako da nekaj moraš iti za nagor, ne? Ja. Ampak, a veš, danes tole moramo nagraditi. Meni je direktor rekel, da to ne bomo šli na te male obrate. To gremo na pune kanone, koka, razumeš, lepo čistak, bolj kolumbijski, lepo nač zrečen, tak. Minimalno 2 grama na uro. To bombaš, ker drugače te naredili. A veš, roke pizda, mislim, cifre so v igri, to je treba, ne. Ja. Pol bomo šli pa, ker boste malo sfukani, bomo šli malo na MDMA, pa petnuni, ker vas bo preveč odfukali, boste šli malo na LSD, če vas bo odfukali še preveč, bomo šli na horse, da vas down spusti, pa na koncu bomo šli še na eno travo, pa gremo pa dam. Okay. Tako bi nekako mogli biti. Da gremo na per. Na per gremo pa drug teden. Okay. Mislim, na per smo že zdaj v resnici. V bistvu, ja. Ja, na per smo zdaj, ne. Aha, okay. Mislim, ne, smo že spili 3 pere, ker drugače enih teh novic ne bi vzeli res dobro. Ja. Okay. Ampak, kaj veš, to je treba, ne, če hočeš orang delati. Ne. Ja, se pravi, veš, da ti en strokovnjak pa ve, kva lahko, pa kva ne. Ne, pa se to eni res naštudirajo. Ne, se to. Kar je v bistvu bolj škuka, da se točno to, veš. Vzameš, kar ti nekdo da v nekem klubu, pa čvakneš. Ne. Se to, a veš, ne? Recimo, ne, da imaš pač, demo, a veš, ne, ko bi rekel, performance je važen, da bomo dobro naredili, ne. Pa ja. Odgovorno moraš. Tako odgovorno. Odgovorno je manje 2 grama sta preveč. Odgovorno je manje drog in alkohola, ne? Ja. V bistvu, ja. No, ampak da se vrnemo na ono briljantno idejo, a vidiš, tle že napako delaš, ne? Kar rečeš drog in alkohola. Ja, ne, mislim več, ali eno ali pa drugo, to je se mislim. Ne, to vse isto. Ja, vse so droge, ne? Ja, vse so droge. Ja. Ampak ne, vse kukar smo rekli, ne, če bi bili pogoji v svetu mačkan lepši, bi mogoče mačkan manj ljudi se rabili. Ja. A veš, zakaj ljudje to počnejo? AI fatig je že zmerjen, ne, a veš, recimo res je. Teli modeli, ki šicajo z droni, tudi niso zadovoljni, ki imajo PTSD, čeprav so tam za konzolo. Pač, a veš, dokler ti igraš Call of Duty, pa veš, da na oni strani ni nobenega easy, ne. Ja. Ker si pa ti, ne vem,
5 let v službi, stari, da tam maniš, veš nekoga, da so človeka kljub samo. Mislim, po poročilih vidiš, kaj mora vplivati na človeka. Kaj si naredil. Ja, če ne drugega, mislim pa tudi, če ne gledaš poročil, nekako pride do tebe. Ja, veš, da se ti imaš tudi tam, mislim, da imaš merjenje uspešnosti pa to, ne? Koliko si zadev, pa koliko nisi zadev. Te metrike morajo biti, KPI so povsod, stari moji. To je vse, it's all big corporation. Kapitalizem hoče KPI, zato jih imamo. Moš na slinga drona kupiti, ko se iti in zaleto nekam, ne? Absolutno. Pa zdaj moraš pa še nekaj delajo nove drone, pa razvoj, pa to, ne? Vse to, veš, tukaj je... Vsi in delamo spet za novo korporacijo, ne? V bistvu vsi prosperiramo od tega. Mislim, ne, vse korporacije, sorry. Tako, to je to, ne? Ne prosperiramo ne od tega, ampak imamo pa delno. Ni nam pa dolgčas. Ni nam dolgčas. Pa te zelene papirčke premetavamo. To je to, kar rabimo. To je to. A to je ta epizoda, ki se spodinjamo. Gremo na fjorde. To je to, prvo poglavje. Pejmo še na ta zeleni otok. Pejmo še na zelenih papirčkov na zeleni otok. Avizo smo že imeli. Intro smo že tudi imeli. Po prejšnji epizodi. Zdaj pa lahko končamo, ker jaz sem zdaj malo depresiven. Vse gre v nekam. Ne da bi hotel, smo se dali v stanje Marvina zdaj. Ja, res smo se pizdali. Življenje v tem svetu ni lušen. Ne. Mislim, tudi če je morček, bo vse skupaj, gremo pa bo. To je, če zamerim, če je na morčku kaj pojedl ali pa popil. Dejte. Normalno je, it's only natural v resnici. Glede na pogoje, kaj češ? Tako, kot si ti rekel, ne tega imeti za službo. Ne, to pa... Ali pa za študirati. To pa res brez. To je butast. Če že. Ni prav. A se spomniš? Ne, lahko tudi drugače. Lahko tudi drugače. Da se z meditacijo se da, absolutno te stvari porihtati, z rednim športom in meditacija tudi. Ali je dobil negaju nasmešek? Ne, spomnil sem se, kaj nam je v unitrgovini v Amsterdamu rekel. Pejte nekam v naravo, pa vzemta to z nekim kažnim sokom, je že rekel, kažnim... Pa so midva s Sprajtom, ki je bila kukar limonada, pa sred mesta. Ampak kaj se, gospod... Bolj narobe ne bo ga let. Kaj narediš nekaj, kaj te dobro namerno svetuje? Vzemta tole, pejte nekam tako, ker je res lepo nekam, vzeta se, potem drevo, prav tako, prav je zgodbo imel. Ti si bilo dober, absolutno. Je rekel, in bo ta tam in bo fajn. Obljubim vam, da bo fajn. To me ste naredil, ko šupr žanke. In mi so tako en srednji Tivoli sva najdla, pa Sprite pizdat. To je bilo najbližji približek k naravi, pa najbližji približek naravnemu soku. Tivoli si bil zelo si ga, kako bi rekel, bil je en drevo tam, to se jaz spomnim, ni bilo nekega parka. Približki so bili v naravi. Ja. Bil je drevo, pa bilo je... Se je bilo lušen, se je bilo ampak verjetno bi znali biti boljšno, če bi njegov na svetu vzela. Leč, dajmo probati, ne? Enkrat zdaj polet. Bomo poročali za znanost. Tako. Gremo v en potek. Podcast bogove. To. Ali neki. To je to. V glavnem, V glavnem, čaka v prejšnji epizodi, prišli smo v Novo Zelandijo, zdaj pa tudi gremo. Iz Nove Zelandije. Mislim, še zmeraj smo tam. Ne, še zmeraj smo tam, ampak helikopteri so. Ko bo pa s temle, ko je že bil Ronald, ko je že... Bill Black. S pilotom bomo pa naslednji teden. Tako. Vse vam povemo. Ja. Mogoče. Ne, ker ob tem nihanju Douglasov bom še v depropadu, pusto, bolj da ne. Najlepša hvala, ker ste nas poslušali čisto do konca epizode, v kateri niste v Novi Zelandiji izvedeli ništrc. Tako da... Ništrc. To je to. To je to, To bo tudi naslov te epizode.
Če bi radi kakšnega drugega, lahko tudi poveste, ampak po mojem je to še najbolj pozitivna reč, ki smo jo danes povedali skoraj. Tako da se vam priučujemo za vse nevšečnosti, letos Rojska 52, ta 1000 Ljubljana. Pa ste nas, ne? Ja, jaz bi še to povedal za konec. Ja, se. Z vami smo bili Aljo Pelinzi. In če vam ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za seribe.si. Hvala lepa. Ja. Lepo se imejte. Pa rad se imejte. Če so te imeli rad, bo fulman teh drog treba jesti, pa vsega. Ja. Vseh drog, ne tako, vseh drog. Šel si res za zabavo. Ja, ok. Ajde, greš malo žurat, bam, vala. Ali pa greš na en koncert, pa spiješ pečak 2-3, da malo bolj zašmine. Veš, se je lušno. Rock'n'roll je ful boljši z 3 peri v riti. Ja. Ni pa slab tudi brez.